Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Pred časom so me povabili na okroglo mizo kot moderatorko alumni ekonomske fakultete in sicer na temo regulacije kriptotrgov ter digitalni evro, izzivi in priložnosti. Moram priznati, da je bila okrogla miza zelo zanimiva, tudi v sami publiki bilo kar precej veliko interesentov, ki jih zanima ta regulacija in sicer kriptoregulacija počasi vstopa v veljavo in sicer majka evropska uredba o kriptosredstvih. Uredba naj bi se začela uporabljati od 30. decembra letos, razen določil glede izdajanja žetonov vezanih na sredstvo oziroma stabilni kovanci in pa e-denarnih žetonov, ki se bodo začeli že uporabljati od 30. junija letos. O tej novi evropski regulativi za kriptovalute majka so odgovarjali odlični sogovorniki, viceguverner Banke Slovenije Marko Pahor, ki je pojasnil tudi, kakšne so pristojnosti tako Banke Slovenije kot Agencije za trg vrednostnih papirjev. Potem na okrogli mizi sodelovala tudi Nina Strajnar iz podjetja Paywiser, ki je v bistvu tudi predstavila način oziroma kako bodo pridobivali licenco za kriptovalute. Razkrila je tudi, da podjetje razmišlja o izdaji kriptožetonov vezano na evro. Tako da kar nekaj zanimivih stvari smo tukaj slišali, tudi vezano na etične dileme v zvezi z uporabo blockchain tehnologije. Seveda je bilo kar veliko težav v preteklosti in še vedno so z zlorabami, kot so pranje denarja, financiranje terorizma in tako dalje. Ena zadeva, ki ostaja precej odprta oziroma vprašljiva, je anonimnost seveda s tem, ko vstopa majka v veljavo. Dostikrat slišamo, Amerika inovira, Evropa regulira, tako da malce smo se dotaknili tudi tega, kaj ta regulacija v bistvu pomeni za sama podjetja in konec koncev tudi za posameznike, za vse, ki v bistvu se ukvarjate z investiranjem v kriptovalute. Goste sem tudi vprašala, če imajo tudi sami kriptovalute kaj počnejo konkretno s svojimi kriptovalutami, ali trgujejo z njimi, ali jih držijo. Potem smo, kot sem rekla, povedali malce več o sami regulaciji in pristojnostih naših dveh regulatorjev. Potem tudi recimo en velik izziv verjetno za oba regulatorja bodo seveda kadri, kje dobiti zaposlene, gre za specifično tematiko, tako da to bo tudi zelo zanimivo. Sama licenca z licenciranjem v bistvu kriptoponudnikov se želi zaščititi tudi same vlagatelje, tako da smo se tudi malce tega dotaknili smo se samega blockchaina in pa kako, ali obstaja ta bojazen, da bodo regulatorji principe iz tradicionalne industrije prenesli tudi na kriptotrg oziroma kako bodo izkoristili samo tehnologijo veriženja blokov. V tem primeru, če se uporabi blockchain, verjetno nekih posrednikov, kot je klirinško depotna družba, ki skrbi za hrambo vrednostnih papirjev, verjetno ni potrebna. Dotaknili smo se seveda tudi zelo pomembne zadeve, stroške regulacije. To pomeni, da seveda bodo podjetja, ki bodo regulirana, seveda imela neke stroške zaradi te regulacije, ali to pomeni, da bo kdo mogel tudi zapreti vrata. Potem smo se seveda dotaknili samih stabilnih kovancev. Tudi Binance, verjetno ste opazili na spletni strani, že objavil obvestilo, da v bistvu prihaja ta kriptoregulacija in da bo pomembno vplivala na stablecoine. Potem smo se dotaknili tudi digitalnega evra, kakšno bo življenje, tam v bistvu recimo na Kitajskem, kjer je e-yuan nekako vse bolj uveljavljen, tudi zdaj bo
prišel v splošno uporabo, tam praktično življenje brez aplikacij, kot je Alipay ali WeChat praktično ni možno. Kaj bomo v Evropi imeli, če v bistvu pride do digitalnega evra? Tukaj so neke priložnosti tudi za fintech, bodo tukaj v spredju fintech ali pa tradicionalno bančništvo. Tako da kar nekaj zanimivih tematik, tudi konec koncev visoke marže bank, tudi tega smo se dotaknili, in pa same izdajateljev kartic, se pravi, tudi vista sredstev, če bomo imeli pri ECB-ju denar, digitalni evro, a bomo tudi dobili v bistvu tisto depozitno obrestno mero, ki si jo danes recimo lastijo oziroma si jo kar vzamejo recimo klasične komercialne banke. Nekatere nebanke so se odločile, da vse te depozitne, to višino depozitnih obrestnih mer prenesejo naprej na svoje stranke. Potem zvedla sem, da recimo, ta je zanimiva zadeva, tukaj vas prosim, da res dobro poslušate. Na spletni strani ECB-ja pojasnijo, kako bo digitalni evro izgledal v praksi, in so rekli, da bodo postavili neko omejitev glede same količine digitalnih evrov, ki jih bo lahko imel posameznik ali pa podjetje v evrski denarnici. In sicer ta omejitev, kot sem zvedla, ne bi bila postavljena, to je res neuradna informacija, ni potrjena, iz dveh različnih virov sem zvedla, ki se mi zdi, da sta kar dosti blizu temu vrhu, tako da nek scenarij je, da ne bi ta omejitev bila postavljena pri 5.000. Razlog, zakaj so postavili to kapico, pa naj bi v bistvu bil ta, da bi preprečili bank run, se pravi, da bi s omejitvijo bi radi preprečili čezmerne odlive depozitov. Tako da to zna biti zanimiva zadeva. Seveda nas zanimajo stroški držanja denarja v digitalni denarnici, potem konec obstoj gotovine. Verjetno se spomnite, če ste poslušali podcast iz Binance, sem imela sogovornika iz Binance, ker je rekel, da stablecoini in pa digitalni evro v bistvu predstavljajo večjo grožnjo gotovini kot pa v bistvu samim kriptovalutam, tako da smo se tudi tega dotaknili in še drugih stvari. Tako da vam želim prijetno poslušanje. Se bom tudi res malo predstavila, jaz sem Marja Milič, ustvarjam finančni podcast MoneyHow. Na MoneyHowu imamo kar pogosto kripto debate z različnimi kripto sogovorniki, tako da danes bo pa tudi ena taka zanimiva tema vezano na regulacijo. Kriptoregulacija dobesedno pred vrati, počasi vstopa v veljavo MiCA, to je Evropska uredba o kriptosredstvih. Uredba naj bi se začela uporabljati do 30. decembra letos, razen določil glede izdajanja žetonov vezanih na sredstva in e-denarnih žetonov, ki se bodo začela uporabljati že od 30. junija letos, vendar prej sem slišala, da mogoče se lahko to še kaj prestavi. Pa preden gremo na današnjo debato, bi rada predstavila današnje sogovornike, pa bom začela najprej z damo. Nina Strajnar je z nami iz podjetja Paywiser, predsednica nadzornega odbora. Zdravo. Živjo. Potem bomo začeli z viceguvernerjem Marko Pahor, tudi profesor na ekonomski fakulteti, tako da lepo pozdravljeni. In pa z nami je tudi Aleš Gorišek, ki je pa podatkovni znanstvenik, pa še neki zraven poznavalec blockchaina. Pa ja, tako. Preden gremo na današnjo vsebino, bi pa jaz vas nekaj vprašala, da začnemo tole našo debato, preden se potopimo v regulacijo. In sicer zanima me, če lahko razkrijete, koliko kriptosredstev, kriptopremoženja, oziroma če ga imate v prvi vrsti, kriptosredstva, kriptopremoženja, kriptovalute, kakor želite imenovati to, kaj s tem premoženjem počnete? Imate to kot naložbo ali tudi uporabljate kot plačilno sredstvo? Marko, izvoli. Ja, for disclosure, zdaj
trenutne tržne vrednosti niti sam ne poznam, ker že nekaj časa nisem preveril. Imam nekaj zatečenega stanja že od leta 2017, no, ne prav zgodaj, ampak no, od 2017 dalje. Trenutno, glede na mojo funkcijo kot viceguverner, mi etični kodeks Banke Slovenije ne dovoljuje tovrstnih investicij, lahko pa držim zatečeno stanje, tako da sem trenutno na hodl strategiji vsaj do konca mandata. No, evo, vidiš, tudi to je dobra strategija, marsikdo tukaj tudi verjetno prakticira hodl strategijo. Ja, tudi jaz sem bolj na hodl strani, sicer bolj v eksperimentalne namene, kar se tiče pa same naložbe, jaz sem bolj pristaš vlaganja v lastno znanje, tako da večinoma investiram v svoje podjetje. Ja, kriptostanje je pa res bolj to, da sem na tekočem s tem in hodlam. Hodlarji, sami hodlarji smo danes tukaj. No, jaz niti ne hodlam, imam neko denarnico, ampak dvomim, da bi jo še znov odprt, ne. Je geslo verjetno že, sem čist iz raziskovalnih namenov, sem pač imel tega po moje, ne vem zdaj ne, koliko je bilo, zdaj ne 200 evrov nekoč, ne vem pa koliko bi danes to bilo, ne, ampak relativno malo, tako ne plačujem, pa s tem recimo tega ne uporabljam za poslovanje. Kako pa to, da vas ta kriptosvet ni premamil, pa da bi recimo malo bolj aktivno investirali mogoče v to, imeli smo kar nekaj zanimivih rasti, recimo temu tako v zadnjem času, desetletju. Ja, čisto Ste podatkovni znanstvenik, zato, ker gledate podatke pa številke študirate, verjetno ste opazili te nore donose na kriptotrgu. Seveda, ne, ampak tudi pač nisem našel, osebno nisem našel nekega pametnega razloga, videl sem, kakšni so donosi, ampak to, kar se je prodajalo, je kakšen boom bo naredila ta nova tehnologija. Jaz pa mislim, da že obstoječe tehnologije rešujejo v večji meri ta problem, ki naj bi ga reševal kripto, v tem majhnem delu, kjer pa je kripto drugačen, ne, pa nisem zaznal neke ponudbe, ki bi rekel, ok, aha, to je pa tista stvar, ok, grem se to. Ne. To se pravi, čisto tehnološko, ta sam proces blockchaina, sam proces tega je seveda zanimiv, ampak ta decentralizacija za sabo potegne tudi določene družbene posledice, ki pa moram reči, da njihove koristnosti nisem videl na transparenten način. No. Marsikdo mogoče bi se tukaj oporekal, ampak to bomo pa kdaj drugič šli v te detajle. Na decentralizacije je namreč poanta že od samega začetka in z regulacijo seveda se tudi ta decentraliziranost izgublja, ne. A gremo zdaj najprej skočiti na regulatorje. Majka se bo razdelila dejansko na dva regulatorja, se pravi Banka Slovenije in ATVP, Agencija za trg vrednostnih papirjev, bosta izvajala nadzor. Ne, pa me samo zanima, mogoče, Marko, glede na to, da je to relativno nova stvar, ste že imeli kakšne sestanke z ATVP-jem, se pogovarjate o sodelovanju, pa mogoče še ena bolj pereča tematika, ker glede na to, da je potrebno tukaj res specifična znanja imeti, me zanima, kje boste dobili ljudi, da bodo opravljali to delo. Samo še to vam povem, Anka Čadež iz ATVP-ja, ko sem delala z njo intervju, mi je povedala, da marsikaterega ne bi pač zanimala ta pozicija na ATVP-ju, ker so oni del javnega sistema in pač padejo pod ta plačni sistem, razrede in tako dalje. Tako da iz tega vidika je pač to nekonkurenčno v primerjavi z zasebnimi podjetji. Ja, ne, z ATVP-jem zgledno sodelujemo na vseh področjih, ki jih reguliramo skupaj, smo na nekaj področjih smo soregulator, no, med drugim tudi na področju Majke. Ten duh Majke je, da se stvari delajo po vsebini in ne po formi. Tako smo se tudi pristojnosti med ATVP-jem in Banko Slovenije razdelili po vsebini. Skratka, Banka Slovenije bo regulirala vse tisto, kar ima naravo denarja, se pravi electronic money tokens, žetone z naravo denarja. Vse ostalo je pa pod regulacijo ATVP-ja. Ja, kar se kadrov tiče, izziv bo. No. Zdaj, jaz moram res pohvaliti našo ekipo na Banki Slovenije, imamo fenomenalno ekipo,
mislim, da deluje posebna skupina, ki spremlja celotno kripto sceno že od leta 2017 na Banki Slovenije. Imamo kar nekaj sodelavcev, ki se s tem aktivno ukvarjajo, ne samo z kriptotrgi, na splošno s finančno tehnologijo, povezano v največji meri s plačevanjem. Tako da znanja na Banki Slovenije za to je dovolj. Tudi trenutno, kasneje bomo verjetno nekaj več govorili o digitalnem evru. Trenutno krepimo to ekipo, skladno s tem, kar se na splošno dogaja v evrosistemu, tako da so pa tle določene sinergije, vsekakor. Je pa, skrb je pa ta, da če bi zdaj s tole novo regulacijo se pojavilo večje število nekih startupov, ki bi se začeli regulirati, potem enostavna fizična razpoložljivost ljudi zna hitro ratati premajhna. Zdaj, če si predstavljate, da je dosti enostaven ponudnik na strani regulatorja zahteva verjetno nekaj človek tednov dela. Zdaj, hitro prideš pol do enega celega človeka, in to je treba pol tudi zaposliti, na entuziazem težko greš. Je pa Banka Slovenije pa izven sistema plač v javnem sektorju, tako da smo relativno konkurenčni, čeprav tudi mi se borimo za kadre. No, evo, to je pa odličen oglas za potencialne nove sodelavce. Veliko mladih ljudi sedi danes tukaj z nami, tako da, mogoče si lahko pogledate, če je kakšen aktualen razpis na Banki Slovenije, pa pač preverite, Skočimo še malce na licence. Zdaj, Majka, prvotni namen Majke je tudi v bistvu sama zaščita vlagateljev. Zdaj, nekateri kriptomenjalnice pravijo, da pač bodo licenco iskali v nekaterih drugih državah, recimo Bitstamp, Nejc Bizjak mi je omenil, da bojo v Luksemburgu verjetno šli iskat licenco, potem konec koncev tudi Economy so izbrali Nizozemsko za poslovanje v EU. Mogoče, Nina, če lahko poveš, kako bo Majka vplivala na vaše podjetje, boste tudi vi zahtevali kakšno licenco? Ja, sigurno, tudi mi imamo v naši poslovni strategiji za prihodnja leta v planu ta del reguliran pod MiCO, tako da neformalno smo že v navezi tudi z regulatorjem in tukaj zelo pozdravljamo resnično to, kar je Marko povedal, da je posebna dedicirana ekipa za ta namen zelo kompetentna, postavljena in je tudi nam lažje potem sodelovati in niti ne razmišljamo v tujini. Zdaj Paywiser ima že licenco za izdajo elektronskega denarja v Sloveniji in to licenco želimo nadgraditi tudi z izdajo e-denarnih žetonov. Tako da trenutno čakamo, da se zakonski okvir v Sloveniji postavlja, da bo določen še formalno regulator, ki bo to nadziral. In ja, sigurno mi ostajamo v Sloveniji. A mogoče lahko poveste kaj več o tem digitalnem žetonu, ki ga nameravate izdati in s katerim regulatorjem sodelujete? Banko Slovenije, ATVP? Ja, z Markom sodelujemo z Banko Slovenije. Mi bomo že izdali denarni žeton vezan na evro. Use case tukaj imamo pripravljen white paper, mogoče zdaj še ne bi šla čisto vse detajle v tem trenutku, ampak smo detektirali kar nekaj use caseov, kjer vidimo priložnost za ta produkt in jih na ta način želimo tudi plasirati na trg in biti tudi med prvimi tukaj, ki to izvajamo skladno z regulativo. Zdaj, white paper, ki ste omenila, to sodi pod regulativo ATVP-ja, če sem jaz prav prebrala ali ne? Ne. Banka Slovenije? Aha, zanimivo. Imamo pa kar nekaj izkušenj z white paperji iz leta 2017. Kot je bilo rečeno, prej sem rekel, je stvar vsebine. Se pravi, če je electronic money token, je to v resnici denar, je plačilno sredstvo, nekaj, s čimer plačujemo. In to pol pade pod ingerenco Banke Slovenije. Pa za vsako ponudbo, tudi za to se pač izda white paper. Bolj je to, verjetno ne mešati, so tisti pol ostali žetoni, za katere se pa pol ne zahteva posebna licenca, to tisti, ki tudi še ne pride zdaj z koncem junija v veljavo, ampak šele s koncem leta, ampak tam se samo izda white paper, pogleda, če white paper vse to vsebuje, kar mora vsebovati in se pol na podlagi tega uskladi. Mogoče samo še eno vprašanje, če lahko vezano na ta digitalni žeton. A to potem kotira na kakšni borzi, kriptomenjalnici?
Ja, je možnost, da se odločajo za to, ni pa nujno. Pa nujno. Ja. Vi razmišljate v katero smer? Zdaj, ko ste vrgla to na mizo, moram zagrabati, ne, to je novinarska deformacija. Ja, razmišljamo vse smeri seveda, no, ampak zaenkrat bomo začeli z bolj humble approachom, bom tako rekla. Razmišljamo pa vse smeri tudi v to, da bi potencialno lahko kotirali na kakšni borzi. Da ste razmišljali na konkretni borzi mogoče? Ja, Bitstamp je seveda blizu, ampak Bitstamp je seveda blizu. Zanimivo zgodbo, zdaj trenutno je v fazi prevzema Robinhood 200-milijonska transakcija. Drži. Ja, to je uradna verzija, zdaj ne vemo je. Ampak ja. Hvala, mogoče bi skočili še malce na blockchain. Za nekateri kriptoponudniki so povedali, da v bistvu jih skrbi, da bi regulator principe iz tradicionalne panoge prenesel na kriptotrg in ne bi izkoristil v bistvu tehnologije veriženja blokov. Konkretno tukaj so izpostavili en primer, in sicer klirinško depotna družba, to na kriptotrgu nima kaj početi, ne. Aleš, mogoče vi, ki razumete, kako deluje, razumeš, kako deluje sam blockchain v ozadju, ali tudi ti misliš, da bi tukaj bila lahko potencialna nevarnost, in recimo, če bi regulator vas vprašal za nasvet, kako bi jim svetovali, kako naj izkoristijo blockchain za to, da bodo regulirali kriptoponudnike in vse ostale na kriptotrgu? Ja, tako čist, jaz te stvari vedno poskušam pač pogledati čisto iz tehničnega vidika in pač najdete reči, zakaj, okej. Vemo, ne, tako brez, kako bi rekel, zavijanja v nek celofan, ne, nam je jasno, da sploh v začetku so se skozi blockchain se je skrival denar, se je prav denar, ki je izhajal iz kriminalnega dejanja, dogajale so se te razne pump and dump zadeve, skratka, dogajale so se stvari, ki z nekega etičnega vidika, tudi tako, če bi pogledali čisto, ne vem, Rousseaujevo družbeno pogodbo, je to nekaj, česar nočemo, a ne. In zdaj pol, če pa mi to damo stran, ne, pa rečemo, ne, okej, ampak catch the cash nas res ne zanima, ne. Skrivanje denarja od orožja, pa plačevanje za orožje nas res ne zanima, ne. A vas lahko sam zmotim? Kaj pa se počne s fiat valutam? Tudi se, ampak je, vse, ampak je veliko težje. In zdaj mi naredimo tukaj pa mi lahko zdaj ustvarimo pa eno strašno, kako bi rekel, neravnovesje, ne. In pol recimo banke strašno skrbijo za svoj renome, veliko jih stanejo te KYC, Know Your Customer procedure, verjetno tudi iz publike, ne, se vsi jezite, morate vsake 5 let osebno tja prinesti, ne. Grozljivo. Osebno v 21. stoletju. Osebno. Jaz sem ogorčena, jaz se opravičujem, to se je meni zgodilo. Jaz ne grem na banko osebno. Ja, se pravi, meni vsi prijatelji pišejo, jaz pa pravim, kva sem jaz kriv, ne, nisem, pa iti kamor češ, ne, jaz ne moram pomagati, tako je, ne. No, ampak tule zdaj dobimo to, ne, in pač banke morajo za to skrbeti. Tukaj so seznami, ne smejo se delati transakcije z osebami, ki so na sankcijskih listah. Skratka, banke imajo zares velike stroške in drakonske kazni so predpisane, če banka spusti skozi transakcijo oziroma če postopki niso skladni s to regulativo, ne. In zdaj blockchain je pa tako, ne, blockchain transakcija je stališča, pa govorim čist virov, potrošnje električne energije, tehnologije itd., je precej dražja, ne govorim zdaj o ceniku procesorjev, ne, ampak blockchain transakcija je dražja od neke transakcije po nekem klasičnem payment sistemu, ne. Ampak če pa ti ni treba skrbeti za vse te postopke, to se pravi, da si, pa dajmo reči samo etičen, ne, ja, posi pa lahko tudi z nečem, z manj optimalno mašinerijo, ne, tehnologijo, ki je blockchain je za samo transakcijo, za eno plačilo, pa bom rekel kar sladoleda, ne, je blockchain bistveno predrag, ne. No. Okej, v povprečju, ne, ampak tukaj spet govorimo to, ne, za neko transparentnost, ne, če rečem za mojo mati, ne, zanjo je kognitiven, ne, to se pravi, miselni lot je toliko velik, ne, da njej seveda to je neka klasična transakcija bistveno bližje, no. Zaenkrat je tako. In tukaj recimo se mi zdi, da ta majka zna imeti pa zelo pozitiven učinek dolgoročno
ker bo nekako to izenačila in bi se znali z leti tudi ta varnost in tisti ljudje, ki jim je to pač pomembno, bi znal imeti. A zdaj ste rekel, da so drakonsko visoki stroški Drakonske kazni, kazni. če banka ni skladna s predpisi na področju. To ste zelo lepo povedal. Kaj pa to dejansko čaka tudi kriptopodjetja? Stroški regulacije in skladnosti z majko bodo poleteli do neba. Kdo bo preživel na kriptotrgu od kriptopodjetij, ki tega zdaj niso imeli? Se bo pa še gospa, ki je o tem to komentirala. Zdaj, sami stroški za to, da se reguliraš, mislim, vsaj z vidika tega, koliko moraš plačati, niso tako strašni. No. Je pa res, da zadostiti tem pogojem pa ni tako enostavno. Ne. Zdaj, eden od ciljev, ki jim Mika recimo tudi sledi, ne, je preprečevanje regulatorne arbitraže. Regulatorna arbitraža je, da ima nekdo ekonomsko prednost zato, ker je za isti produkt, za isto storitev drugače oziroma bistveno manj reguliran kot nekdo drug. In tega ne želimo. Skratka, če ti vsebinsko isto stvar ponujaš, potem moraš biti enako reguliran kot vsi ostali. Ne? To je zdaj ta ideja. Zdaj, veliko fintechov, pa zdaj ne govorim samo na splošno finteki, tudi neobanke, alternativni ponudniki plačilnih sistemov in tako naprej, so en velik del svojega poslovnega modela temeljili na tem, da so drugače oziroma da se izogibajo osnovni regulaciji. Zdaj, če jih ti Miko ali kakšno drugo regulativo spraviš v osnovno regulacijo, njihov poslovni model pade. Ni pa tega tako enostavno. Zdaj, nekaj bi še dodal, pa podam še gospeka, mislim, da mora še z druge strani to pokomentirati. Prej je Aleš razlagal o tem, da veliko tega za kriminal se konec koncev tudi gotovina. Veliko gotovine se uporablja za financiranje nelegalnih aktivnosti. Ne vem, koliko od vas se je že držalo 500-evrski bankovec, umika se iz prometa. Če ga mi dobimo v svoje roke, ga uničimo, naredimo z njega take male konfekte in potem s konfeto brikete, ki jih lahko samo sežgemo, zato ker vsebujejo težke kovine. Še to v kontroliranem okolju. Ja, ampak to umikamo, ampak še vedno jih je kar nekaj v obtoku, novi se ne izdajajo. Zakaj? Zato, ker so kmalu potem, ko so naredili izdajo 500-evrskih bankovcev, ugotovili, da to je v glavnem za financiranje droge, orožja in podobnih nedovoljenih stvari. In za plačevanje zidarjev v Sloveniji. Mimogrede, a imate kaj občutka, kolikšen delež plačil v Sloveniji, pa dajmo v število plačil, ne vrednost, je v gotovini? Jaz poznam ta podatek, ker smo ravno to raziskovali, nora številka. Ena najvišjih številk, najvišjih procentov v celi regiji. Več. Ne, 66 je. 73% podatkov Banke Slovenije. Mislim, tle so tudi malo razljivi. Moja zadnja številka je bila 66. Ja, v glavnem je pa res Slovenija ena najbolj gotovinskih držav. In tako da si pol predstavljate, zdaj pa govorimo o nekih super tehnoloških stvareh, ljudje v Sloveniji še vedno imajo dalj naraj cash. Pogovarjala sem se z predstavnikom z Binance za naše področje in je rekel, da z uvedbo regulacije stablecoinov, kar bomo šli potem tudi na debato, bo najbolj bo ogrožena gotovina in gotovina, kdo jo danes uporablja, samo v bistvu te preprodajalci drog, to so njegove besede. Tako da bomo pa že malce to pokomentirali, ampak je ful dobro izhodišče. Ja, če komentiram prej, sami stroški zagotavljanja skladnosti za enega ponudnika tovrstnih storitev, recimo pri nas konkretno mi ponujamo naše storitve izključno v digitalni obliki, nimamo fizičnih izpostav in zagotavljanje skladnosti tako na področju AML-ja, se pravi digitalno ti zajameš podatke, narediš KYC, preveriš, monitoriraš in vse skupaj so zelo draga orodja, na eni strani pač tehnološka orodja, na drugi strani procesno moraš imeti ekipo, zagotavljati to.
Potegne to za sabo seveda določene stroške, potem so tukaj recimo dodatni stroški iz naslova zagotavljanja skladnosti informacijske in pa komunikacijske varnosti, kibernetske varnosti. Vemo tukaj, da so zlikovci vedno korak pred konkurenco in tukaj želimo seveda varovati naše uporabnike in stroški niso majhni, sigurno ne. Jaz zdaj mislim, da pri ponudnikih kriptostoritev, tisti, ki so že zdaj svoje storitve, kljub temu, da niso bile definirane z MiCO upravljali, so veliko teh mehanizmov že imeli na mestu, ampak nekatere pa bodo seveda mogli dodatno vzpostaviti, kar bo pomenilo, bo prineslo dodatne stroške, sigurno. Koliko dodatnih stroškov bo prineslo to recimo za vas konkretno? Ste že naredili izračun? Mislim, mi smo že od začetka digital first ponudnik. To dodatno, ki bo zaradi... Pri nas bistveno ne, tukaj so neka dodatna orodja, v smislu, če je LSIS-a in za samo preverjanje transakcij iz tega okolja, ne bo bistveno povečalo v našem primeru, ampak mi mislim, da smo tukaj kar izjema, ker smo že od štarta zastavljeni kot taka družba, ki digitalno pač ponuja storitve. Ja. Kdo bo pa imel kar precej težav? Sigurno tradicionalni ponudniki tukaj predvsem pomeni to čisto spremembo in poslovnega modela in mindset, ne? Ja. Treba tudi kakšno resno osebo zaposliti v podjetju. Drži, ki se rada ukvarja s skladnostjo. Joj, se opravičujem. Mogoče eno vprašanje tukaj v publiki, mlajši od 30 let. Koliko vas je bilo v zadnjem letu kdaj fizično v banki? Dobro, nekaj je. Zakaj ste bili v banki? A ste šli na nov račun odpreti, ali ste šli zapreti račun? A ste šli zapreti račun? Kaj osebno? To so pa zahtevali, točno to so zahtevali, ker je potekel vam verjetno osebni dokument, pa so vam pa 10 mailov poslali, preden ste se... Še pošto, jaz sem to vse zignorirala, pa nisem dober primer, treba je to potrditi. Pri nas je bilo zanimivo, recimo sploh pri nekaterih developerjih ali pa to mlajše generacije, ki smo jih tudi zaposlili, sploh niso vedeli, kako fizično banka izgleda, smo šli na ekskurzijo, da so si to gledali, recimo. Ampak se spreminja, ne ta. Ja, ker recimo pri tujih neobankah tega problema nimamo, ne? Ni fizičnih poslovalnic in vse se da zrihtati nadaljavo. Drži. A ne? Gremo na te stabilne kovance, ki sem jih prej napovedala, in sicer zdaj je to pomembno, 30. junij smo rekli, da je pomembno za stablecoine, za stabilne kovance, recimo na Binance spletni strani, ne vem, če ste videli, marsikdo verjetno je, pa tudi na kakšni drugi Kraken in podobno, so že v začetku meseca objavili kar obsežno poročilo, kaj to pomeni za vse te stablecoine, ki jih v bistvu ponujajo na svojih teh menjalnicah. Zdaj, ponavadi rečemo, Amerika inovira, Evropa regulira, ali bo Evropa zaradi tega postala manj konkurenčna, manj zanimiva, bo mogoče se kakšen ponudnik kriptoborze ali pa ne vem, česarkoli premaknil iz Evrope kam drugam, mogoče. Ja, mogoče, mislim, sigurno MiCA prinaša kar nekaj koristi, predvsem iz naslova transparentnosti, jasnosti, enaka pravila za vse. Jaz mislim, da bo prišlo do kakšne konsolidacije tukaj v Evropi. Po drugi strani pa mogoče za trg institucionalnih investitorjev to prinaša dodatno zaupanje. Je to neko okolje, kjer bodo, upajmo, lahko bolj sproščeno vlagali, tako da, ja, po eni strani se bo mogoče sama ponudba v Evropi rahlo zmanjšala, kakšen igralec se bo verjetno umaknil iz tega trga, ne vem, trenutno je še nejasno Tether, kako se bo pozicioniral, recimo drugi so že kar več ali manj povedali svoje stališče, ampak jaz upam, no, da bomo pa uspeli te tradicionalne investitorje pa v Evropi prepričati ravno iz tega naslova zaupanja. Prepričati v kaj? V investicijo v stablecoin? Ne v stablecoin, ne, ampak v druga... ETF-e, ki so vezani na bitcoine, na Ether, na... Ja, recimo. V redu, ampak za stablecoin... Ja, za stablecoin pa. Aleš, ti si kimal? Ja, meni se tudi zdi, da za neke resne, večje firme, ne, da je to plus. To, če se pa pač zaradi tega, ker narediš red
kdo umakne, pa če je kakšna investicija manj, ampak taka investicija, ki jo tako si pravzaprav ne želiš, ni pa tudi nič narobe, a ne? Ja, zdaj, eden od povodov, ne, zakaj sploh iti v to regulativo, je tudi zato, da narediš enotno regulativo po celotni Evropski uniji in s tem omogočiš tudi tale passporting. Skratka, da se ti registriraš oziroma licenciraš v eni izmed držav članic in potem ponujaš storitve po celi Evropski uniji. Ne, ker zdaj je bilo dejansko čezmejno delovanje v drugih državah Evropske unije, tudi znotraj evroobmočja, dejansko težko. Ne. Mogoče pa lika so bili omenjeni stabilni kovanci, ne, tle je dosti zanimivo tole razlikovanje, ne, glede na vsebino, ne, ker zdaj stablecoin je lahko bodisi art, ne, torej žeton vezan na sredstva, ali pa EMT, torej žeton z naravo elektronskega denarja. V odvisnosti od tega, kaj je v ozadju, tudi v odvisnosti od tega, ali lahko imetnik tega od izdajatelja kadarkoli zahteva, da mu to zamenja za to, kar ne bi bilo, 1:1. Tako da tle verjetno bojo tudi kar težke presoje, ne, kdaj je nek stabilni kovanec eno, kdaj je drugo. Ne. Tako da pa tudi mogoče marsikateri model, ne, stabilnega kovanca bo mogoče malo zamajen, oziroma saj ne bo to elektronski denar, ampak bo enostavno žeton vezan na sredstva. Ne. Sploh takrat, recimo, ko gre za stabilne kovance, ki imajo v ozadju fizična sredstva, zlato in podobno, ali košarico valuta, kaj podobnega, ne, kot zavarovanje. Ne pa samo eno valuto in da je to vedno zamenljivo 1:1. Kako bo pa recimo s temi sredstvi oziroma koliko denarja bojo mogli imeti kako se temu reče, ne rezervacija, dajte mi pomagati. Kapitalske rezerve, točno to, ja. Oziroma neki ti stablecoini so imeli probleme, ker niso v bistvu bili netransparentni, niti ne vemo, ali dejansko je pokrit to, kar ponujajo. Ja, zdaj tukaj Mika, ampak jaz nisem tukaj pravnica, no, ampak Mika določa določeno kapitalsko ustreznost, ki jih ponudniki oziroma izdajatelji stabilnih žetonov moramo zagotavljati. Tukaj je v eni, odvisno kateri razred padeš, po katerih kriterijih je minimalno od 50 do 150 tisoč evrov razpon tega, oziroma drug parameter pa je 25, mislim, da je povprečje 25% splošnih stroškov preteklega leta, kar je več, moramo potem zagotavljati tukaj. Tako da, ja. A gremo skočiti malce na digitalni evro? A bi mogoče kdo od vas na Kitajskem? Ne, jaz tudi nisem bila. Ste bil? Kako ste preživeli Kitajsko, mislim, finančno gledano, mislim, plačilno gledano, bom tako rekla. A ste imeli kaj težav? Ja, mislim, da sem že na 5 let nazaj, no, in je bilo dejansko, ja, prva menjava, ne, v njihovo gotovino, to je bilo to prve takrat. Tega ni več, tam ni praktično se ne posluje z gotovino. Ne več, no, takrat je Ja. Tamle na Kitajskem, ko moj kolega se je ravno vrnil z Kitajske in tam se operira samo z Alipay pa WeChat, ja. Pa tudi rekel mi je, da je e-yuan tam bil testno zdaj, testirali so ga kar nekaj časa, prejšnji teden so zaključili to testno fazo in bo zdaj to prenešeno v bistvu na celo državo. Javni uslužbenci so prejemali v določeni tej provinci, so prejemali e-yuan in zdaj bodo tudi preostali državi prejemali javni uslužbenci svojo plačo v e-yuanih. Zdaj iz tehnološkega vidika mogoče, kako gledamo na to, bomo tudi v Evropi mogoče imeli potem kakšen Alipay pa WeChat, pa bomo samo z tem QR kodom operirali recimo tudi na tržnici ali pa v mesnicah in podobno. Ja, jaz mislim, da na strani acceptance tukaj oziroma samega načina prejemanja plačilnih metod, mehanizmov, so določene denarnice, ki že zdaj, ampak nimamo v Evropi tako popularne denarnice, kot je WeChat Pay, recimo na Kitajskem. So pa neki poizkusi, ki želijo to doseči, tako da to bo sigurno zanimivo spremljati.
Mogoče tudi Mastercard in Visa kaj počneta, ne, tudi one dva vežeta vir polnjenja kartice, ki je lahko vezan na kakšno drugo valuto, tudi na kripto ali pa na stablecoine. Tako da mogoče včasih nekdo plačuje z Mastercardom in Visa, niti ne detektiramo, da gre za v bistvu drugo obliko plačila vzadaj. Sigurno so pa to veliki igralci tukaj, ki so v poziciji, da lahko neko tako. Samo zakaj pa rabiš sploh kartično poslovanje oziroma zakaj rabiš Mastercard in Visa v tem primeru, če imamo direktno? Ne, samo to resno vas sprašujem, a to neumno vprašanje? Ne, vedno je pri WeChat-Payu recimo tudi so mogli nekako zagotoviti, da na drugi strani tudi trgovec je pripravljen sprejeti to sredstvo. Zdaj ja, seveda so tudi različni chati v pozicijah, recimo WhatsApp je pri nas v Evropi mogoče malo bolj uporabljen, zdaj če bi oni nek tak produkt ponudili, mogoče bi uspeli kaj takega doseči. Ja, če smemo hoči malo na to temo, ne, zdaj, po Evropi se zdaj kar precej uveljavljajo tale instant plačila, ne, zdaj ne vem, koliko od vas uporablja Flik, ne, je slovenski produkt, res škoda, ker nimamo gospoda Kortevskega, znal kaj več o tem povedati, ne, ker to je dejansko plod slovenskega znanja, to je Bankart razvil. Se kar fejst prijemlje, no, se mi zdi zdaj sploh odkar je država tole precej implementirala, je zadeva kar fejst, no. Drugače tudi po kakšnih drugih državah imaš ti lokalne scene, ki so zelo močne, recimo v Španiji imajo Bizum, zelo podobna rešitev instant paymenta kot Flik pri nas, tudi strašno popularen v Španiji, Estonci imajo tudi en svoj lokalni model. Veste, to so vse lokalne stvari, ki se dogajajo po posameznih državah, ne. Zdaj obstaja nekaj zvez, ki poskušajo to spraviti vsaj na raven evroobmočja. Imaš ti severno-zahodna Evropa, v tej deluje, mislim, da EPI, European Payment Initiative, ki poskušajo postaviti en podoben standard, da bi šli instant paymenti po Evropi. Nasproti tem imaš v bolj tem mediteranskem bazenu Španija, Portugalska, Italija, imaš Europay, tle not so recimo te razvijalci Bizuma not, pa mislim, da je še ena, pa se zdaj niti ne vem. Ampak Kako Insta-cepa? Samo to so wholesale. Ampak Tle je v bistvu tako, ne, nad targetom. Target kot tak, jaz čeprav razumem, ne, je bolj wholesale, ne, to se pravi, tukaj gre za neto plačila. To se pravi, banke pač neke stvari zbijo, tips pa ne. Tips je pa bruto plačilo. Tips je pa ta instant payment, ne, je pa tips sistem je pa kot neka nadgradnja targeta, kjer pa gre to plačilo v bistvu, mislim, da ima 7 sekund časa, da pride od katerega koli konca Evrope na nek drugi račun. In se nič ne poračunava v mestu, se pravi, banke zvečer ne poravnajo med sabo samo neto razlik, ampak gre v smislu hitrosti in netveganosti, ne, to se pravi, gre vsako plačilo zelo hitro čez, ne. Tako da. ja, in zakaj rabimo potem Mastercard in Visa, ne, recimo čez 20 let, zakaj bi sploh potrebovali posrednika? Vprašanje, če ga bomo rabili. Zdaj, v tem trenutku recimo tudi trgovci niso niti pripravljeni na sprejemanje instant plačil. Saj tudi na Kitajskem niso bili. Ja, vprašanje, mogoče se bojo pri nas pripravili. Vprašanje, če gre to masovno, ne. A veste, dokler je to relativno v testni fazi, ne, ko imaš ti nekaj 100 uporabnikov, pa nekaj tisoč, nekaj 10 tisoč, ne, ko začnejo to milijoni uporabljati, ne, je pa to čisto drugače. Vem, da recimo trgovci imajo težavo, ne, ker njihovi računovodski sistemi enostavno ne prenašajo tega, ne, da bi imeli, ne. Oni imajo radi eno poravnavo konec dneva, ne, da dobijo od banke, to oni poknjižijo in to njim paše, ne. To, da jim cel dan po malem nekaj leti, ne, iz blagajn, ne, to enostavno še ne vejo, kako, dobro, v par letih bojo to shendlali, ampak v tem trenutku niso pripravljeni. To so take malenkosti, ne. Recimo na Kitajskem z vsemi temi, ne. Mislim, Kitajska je taka družba, ker kontrola, ne, in odsotnost zasebnosti ni absolutno nobena težava, ne. Vsaj naj ne bi bila, ne. In pol take stvari lahko grejo, ne. Pri nas, ne,
je, recimo, ko imamo te debate o tem fine-tuningu dizajna digitalnega evra, ne. Mi smo imeli letos 4 mesece debato o tem, ne, a ne zagotovimo tako zasebnost ob izdaji, kot je danes tehnološko možna, ali ne ob izdaji, ne, čez 2 leti, recimo, ne, ali pa 3, ko bo, zahtevamo, da bo takrat večja stopnja zasebnosti, kot je danes tehnološko možna, pri čemer potem moraš še tehnološko hkrati reševati še preprečevanje prevar, pa preprečevanje pranja denarja in financiranja turizma in tako naprej. In to so stvari, ki se precej med sabo izključujejo, ne. Ti si lahko, ne, prej je bilo rečeno, okay, lahko prevare so še ena stvar, ne. Ti ne želiš imeti tehnološke platforme, na kateri bi dopuščal prevare kot take, ne. Ti tega nočeš, ne. Skratka, ti hočeš imeti tehnološko platformo, na kateri boš sposoben kot upravljalec platforme zagotavljati takojšnjo detekcijo in preprečevanje prevar. To pa ne gre skupaj z anonimnostjo, ne. Ne. Anonimnost se izgublja z regulacijo, ne? Jaz bi se mogoče malo vrnil k Hviziji pa Mastercardu, ne. Če jaz to prav razumem, jaz tako sem se ta digitalen evro, tako malo sem tole gledal, ne, to je javen denar, to je isto kot gotovina. Tisti je pa privaten denar. In zdaj meni kot Evropejcu je v redu, da Evropska centralna banka kontrolira ta denar. Tam ga kontrolira pa nek privatnik, neka. Bitcoin, decentraliziran, kdo ga tam kontrolira? To je pa zdaj pa tretja stvar spet, ne. To se pravi, nekaj je zdaj neka inštitucija naša evropska, ker smo vsi državljani Evropske unije, ne, če smemo temu tako reči, volimo tja noter svoje predstavnike, obstaja demokracija, je neka ta stvar, ki nam je všeč. Bitcoin gre, to je čisto osebno mnenje, še nekoliko dlje, ne, to se pravi, gre izven vseh okvirov, tudi izven demokratičnih institucionalnih okvirov še bolj ven, medtem ko nek Mastercard ali pa neka Visa, ne, to je pa čisti biznis, ne. Tako, malo. Še ena težava je, ki jo imamo Evropejci z Mastercardom in Vizo, ne, to je v večinski lasti Američanov. Ni v evropski lasti, ne. Jaz upam, da nekaj smo se naučili v zadnjih 5 letih, ne, da je fajn, da smo prijatelji, dokler smo prijatelji, ampak nikoli ne vemo, koliko časa bomo prijatelji. Kaj bo pa z našo anonimnostjo? Ker sama poanta, tako kot smo rekli, mislim, da na začetku, oziroma, ko smo se pogovarjali, anonimnost se z regulacijo izgublja osnovo, oziroma ideja Bitcoina, filozofija Bitcoina je pa v bistvu prav to, biti anonimen, ne imeti neko centralno figuro, ki bo bdela tam nad nami, ne. Ne, sej, ta debata, ki sem prej rekel, smo imeli 4 mesece debate, ne. Tle je bilo vprašanje, v Bitcoinu si tudi psevdonimen, ne. In danes tehnološko lahko tudi gotovinska plačila sledimo, ne. Vsaj takrat, ko gre stvar iz banke ali bankomata in ko se tja vrne, ne. Vsak bankovec, če ste videli, ima svojo serijsko številko in lahko jim sledimo z optičnimi čitalci. To sploh ni tako strašno zahtevno tehnološko, ne. Tako, koliko smo anonimni. Zdaj, z gotovino smo anonimni, dok ne gremo preko banke z njo, ne. Pa tudi nihče jih zares ne sledi, ne. Ampak pravim, da tehnološko bi pa lahko, če bi hoteli, ne. To bomo pa še preverili. Ne. Vem, tole je zdaj malo sumljivo. Ne, ampak ta debata, ki smo imeli, ne, je, a je dovolj, če so transakcije psevdonimne, ne, tako kot pri bitcoinih, ne, skratka ne vemo, kdo stoji za računom, vemo pa, kjer račun to dela in kdaj dela in koliko ta račun dela, ne, ali pa, ne, želimo, da so celo transakcije anonimne, kar pomeni, ne, da za vsako transakcijo se dejansko identifikator uporabnika za sistem spremeni. Zdaj, mi lahko zaznavanje prevar danes tehnološko rešujemo tudi na psevdonimnih transakcijah. Ne znamo ga še na anonimnih. Je pa to v pipelineu razvoja in naj bi čez 2 do 3 leta znali to delati tudi na anonimnih transakcijah. Tako pravijo, ne. Zdaj, strokovnjak za podatke je malo skeptičen.
Ja, kaj bomo še videli. Ne? Ampak tako ne, tudi za ta kripto, ne, recimo vse zanimivo, dokler ne začneš brati Hacker Newsa. Ne? Ker začneš brati pa Hacker News, pa ugotoviš, da pravzaprav pri vsej tej decentralizaciji, ne, da pa pravzaprav, da ti kupiš nek kripto, da ti prideš v sistem pa tako, ne, je pa teh entitet, ki ti to omogočijo, toliko malo, da če pa so oni zlobni in te oni hočejo slediti, ne. Če mene, jaz veliko rajš zaupam svojo zasebnost Evropski centralni banki, kakor nekim 6 deležnikom, ki niti ne vem točno, kako so organizirani, kdo so, pa tehnološko so me sposobni locirati. A se lahko mogoče gremo na plačilni sistem, pa kako bo izgledal mogoče čez 10-20 let. Zdaj omenjali smo instantna plačila, omenjali smo, da lahko plačamo z neko kartico, ker je lahko Binance ali pa kjerkoli drug ponudnik v ozadju. Potem smo rekli, digitalni evro prihaja, se pravi, plačilni sistem se bo spremenil verjetno, ne? Ja, sigurno, saj ravno blockchain tehnologija je pokazala, da bistvena razlika tukaj je, da pri DLT tehnologiji gre za samo izvršitev plačila in poravnavo v enem koraku. Ne, tudi pri nas, čeprav je plačilo izvedeno recimo iz SEPA Instant, je tukaj banka, ki zagotavlja likvidnost vmes in ki potem uporabniku nakaže sredstva takoj na račun, sama poravnava pa se vseeno zgodi zakasnjeno. Medtem ko pri blockchain tehnologiji se vse zgodi v enem koraku, ni več potrebno clearinga, settlementa in vseh teh procedur, kar sigurno zmanjša ekosistem potrebnih udeležencev, zmanjša neke vrste možnosti za zlorabe ali pa napake ali pa karkoli že v tem primeru. Jaz sem sigurna, da gre vse v to smer, da bodo neke plačilne poti, kjer se bodo transakcije izvajale instantno, tudi poravnave verjetno instantno ali pa bo to zagotovljeno nekako proceduralno. Ja, je pa ta dilema med anonimnostjo in zasebnostjo in ta balans med tem, kje se lahko zlorabi anonimnost, pa ne v zle namene, kot so recimo primeri z Darkneta, po drugi strani pa tudi od nas, ki smo regulirane institucije, pa moramo pobrati določene podatke od uporabnikov, jih moramo ohraniti in smo tudi mi izpostavljeni določenim, recimo en primer je bil zdajle pred kratkim, kjer so v Ticketmaster sistem pa v Santander udarili in ravno v ponedeljek so izpostavili, da je bilo zlorabljenih 560 milijonov računov z vsemi kritičnimi podatki. Tako da je to vprašanje zasebnosti veliko bolj pomembno in tukaj mislim, da to zaupanje uporabnikov igralo ključno vlogo, saj ne, da ti ne bi hotel teh podatkov deliti, jih dati, ampak enostavno ne veš, čemu vse je to lahko izpostavljeno, tako da se mi zdi, da tukaj bodo glavni izzivi prihajali, tako se pravi od hitrosti kot zagotavljanja te zasebnosti. A lahko sem mogoče skočim, zdaj, ko ste razlagali o prihodnosti plačilnega sistema, zakaj sploh mi rabimo potem komercialne banke kot posrednike? Zakaj ne moramo direktno poslovati z ECB-jem? Ne mi reči, da posojil, ker lahko tudi ECB nam da posojilo, bistveno bolj pogodni ceni. Mislim, ne želimo niti tega. Ne? Mi ne želimo disintermediate. Kdo mi ne želimo tega? Mi ljudje. Evrosistem. Aha, evrosistem. Evrosistem tega ne želi, ne, banka upravlja marsikatero funkcijo. Dejansko si ne želimo tega centralizirati z tega vidika. Tudi apetiti do tega med različnimi državami članici so mogoče različni, ne? Ampak nihče pravzaprav nima želje to centralizirati. Ne? Še vedno imamo radi trg, imamo radi inovacije, evrosistem bo pač ponujal neke stvari, želimo tudi nekaj ponuditi kot javno dobro, ne, tudi z tega vidika digitalni evro. Ampak, če govorimo o prihodnosti plačilnega sistema, ne, zdaj, ena od teh killer appov digitalnega evra ne bi bilo offline plačevanje. Ne, in tega do včeraj ni bilo. Ne. Skratka, da bi bilo to kot digitalni cash, da bi ti s telefona na telefon to prenašal, ne da bi sploh šlo čez kakršenkoli sistem poravnave, spravi poravnave bi bila med dvema napravama. Tega do včeraj ni bilo. Ne. Zakaj do včeraj? Ne? Je bilo včeraj predstavitev Apple-a, mislim, da je bil včeraj keynote Apple-ov, kjer so med drugim pokazali tap to cash. Kaj sem videl to zadevo? Ne?
No, in to je to, ne. Ti imaš sredstva v obliki nekih elektronskih žetonov, na enem telefonu tepneš na drug telefon in preneseš žetone na drug telefon. Ja. Tako smo si dejansko znotraj evrosistema zamislili, da bo delal offline digitalni evro, ne, in smo mislili, prvi, Apple je včeraj to naredil. In posredniki so v kakšni funkciji konkretno tukaj? Banke recimo konkretno. Mislim, vse te funkcije identifikacije, vodenja računov, celostne storitve, ki ti banka nudi, plačilni promet je samo ena od funkcij, ki jih opravljajo finančni posredniki, pa je pa seveda vse ostalo, kar bančništvo počne, ne. Od, se pravi, izdajanja zasebnega denarja preko multiplikacije, kreditiranja depozitov, in vsega ostalega, ne. Plačilni promet je en del tega. Res je, ja. Pa dajmo ostati še malo pri tem mogoče, ko smo prej omenjali, a vista, oziroma nismo omenjali, koliko denarja imajo Slovenci na računih, dejansko Slovenci sploh nič, preveč nismo aktivni, ne aktiviramo naš denar. Mogoče bi vseeno tukaj eno zadevo izpostavila. Zanima me, glede na to, da se pojavljajo na trgu ponudniki, ki v bistvu prenašajo obrestno mero Evropske centralne banke direktno k uporabniku, zakaj v bistvu se to ne more zgoditi pri recimo nekih naših klasičnih bankah in kako mogoče bo, ne vem, kako bo v prihodnosti mogoče? Ali bo tudi ECB, če bomo imeli svoj denar, digitalni evro, na tej neki denarnici od ECB-ja, a nam bo tudi direktno dala tisto obrestno mero, ki jo recimo zdaj te prenašajo naprej na uporabnike? Digitalni evro, tako kot gre zdaj zakonski predlog direktive, ki je zdaj sicer še v obravnavi, verjetno ste v nedeljo opazili, bile so volitve v nov Evropski parlament, ne, tudi zaradi tega so se stvari malček ustavljene, ampak je zadeva v obravnavi. No, ena stvar, ki bo skoraj zagotovo ostala not, je, da sredstva na digitalni evro denarnici ali digitalni evro račun, kakorkoli mu bo že hotel kdo reči, ne bodo smela biti obrestovana, ne pozitivno, ne negativno. Zakaj? Predvsem zato, ker vlečemo tle tudi vzporednice z gotovino, ki tudi ni obrestovana. Čeprav mimogrede, nikjer ni eksplicitne prepovedi o obrestovanju gotovine. Samo tehnično tega ne znamo narediti. Kaj pa recimo, zdaj, ko govorimo o nekih obrestnih merah na neinvestirana sredstva, kaj pa recimo obstaja, ne vem, bomo imeli kakšne stroške s to digitalno denarnico? To je spet ena od zakonskih zahtev, pa tudi obljub je, da za osnovno rabo, se pravi za vsakdanjega uporabnika, ne, kot smo mi, bo raba digitalnega brezplačna. Tudi načeloma tale osnovni onboarding, osnovno vodenje ne bi se zagotavljalo brezplačno oziroma po minimalnih stroškovni ceni. No. To se pravi podobno kot gotovina, kar ne pomeni, da bo za cel sistem, ne, se pravi trgovci še zmeraj bo pa, zato ker ne bo skin-fija, ampak bo evrosistem nosil svoj strošek, ne bo ga prenašal naprej na trgovce, tako kot ga Visa in Mastercard, bo za trgovce to cenej. Za banke bo pa približno enako donosno, vsaj ne bi bilo. No. Ne, saj si v bistvu že ti povedal, ne. Saj tudi z gotovino danes je strošek, ne. Mi fizične osebe ga nimamo, ne. Ampak neko podjetje, kot je Mercator, ga pa ima, ne. Tako da, ja. Ena zanimiva stvar sem videla, ko sem gledala na spletni strani Evropske centralne banke, kjer so v bistvu pojasnili, kako bo izgledalo naše življenje potem, ko bo uveden ta digitalni evro. Zanimiva mi je bila ena stvar, in sicer oni so rekli, da bodo postavili omejitev glede same količine, koliko bomo lahko imeli teh digitalnega evra na tej naši neki kvazi denarnici. To je zdaj neuradna informacija. Izvedela sem, da bo ta meja postavljena pri 5.000 evrih. Ne vem, boš Marko ti povedal, zakaj so postavili to omejitev? Zaradi bank runa. To so napisali, bom citirala, s to omejitvijo bi preprečili čezmerno odlive depozitov iz bank in ohranili finančno stabilnost. Ja, predvsem je tle strah za finančno stabilnost, da bi v primeru nekdo lansira eno novico, neka banka, zdaj pa propada. To se zelo hitro zgodi. Mi smo imeli nedavno tega, v resnici, se še pomnite Sberbanke izpred 2 let,
Pisal se je februar 2022, ne? Ruska invazija na Ukrajino, banka v ruski lasti in kar naenkrat je zašla v težave. Ne? Če lahko ti zvlečeš telefon, ne, in rečeš, kaj zdaj imam pa jaz tam na banki, ne, nekaj 10,000 evrov depozita, ne, ja, zdaj pa jaz nočem več biti na tej banki in jaz to ven potegnil. Ne. Če lahko ti ob 11 zvečer to narediš, ne, lahko banko zelo hitro ogroziš, sploh če veliko ljudi to naredi in zato te omejitve. Ne. Še enkrat, zakaj rabimo komercialne banke potem? A ni to na mestu vprašanje, a ne? Vse vem, zaradi tega, da ne bi... To so zelo pomemben del finančnega sistema. Zdaj, mislim, da nima časa razlagati vse, kako deluje finančno. Panoga se v bistvu ful transformira, ne? Tudi v bistvu, če pogledamo zadnje desetletje, se je precej spremenila ravno zaradi kriptopanoge. To je seveda res in meni recimo, ko sem bral te stvari, ne, tudi ta digitalen evro, njegov namen je pravzaprav pospeši določene inovacije. In jaz tukaj ravno taka podjetja, kot je recimo Paywiser, ne, jaz tukaj vidim, da določene stvari tukaj se bojo dogajale in tukaj pravzaprav komercialne banke dobivajo mogoče neke konkurence, ne, ampak komercialne banke se tako same hvalijo, da so tudi fintechi, ne, tako da fajn, ne, še vedno jih pa rabimo zaradi teh stvari, ki jih je pa že prej Marko omenil, ne, tako da jaz mislim, da se banke, da ni treba, da se počutijo ogrožene, mislim pa, da to v smislu pa trga, to se pravi ponujanja učinkovitih plačilnih storitev, je pa to perfektna zadeva. Ja, se strinjam s kolegama tukaj, no, jaz tudi mislim, da ni razloga, da se banke čutijo ogrožene v tem trenutku. Je pa mogoče še ena zanimivost, da ne, ravno zdaj pred kratkim je ameriški kongres pa Fedu prepovedal izdajo digitalnega dolarja, ravno zaradi zagotavljanja zasebnosti državljanov. Tako da to je tudi eno pomembno vprašanje, ki ga mora Evropska centralna banka tukaj nasloviti. Tako da, ja. Ja, zadnje čase res zelo veliko poslušamo o dobičkih bank, o uspešnem poslovanju bank. Tudi nekatere banke slovenske pravijo, da so fintechi, ne? Smo slišali enega predsednika uprave, ki je to povedal. Banke imajo tudi zelo visoko maržo za posredovanje pri plačilnem prometu. Zdaj, če govorimo o plačilnem prometu, recimo nastane nekaj 10 centov, da se izvrši neka transakcija. Zdaj, če bodo možna plačila med samimi uporabniki, to pomeni, da v bistvu banke izgubijo lahko kar precej velik del dobička, ali ne? Mislim, struktura NLB-ja v Sloveniji je jasno izslednja. Jaz ne govorim o NLB-ju, jaz ne sodelujem na NLB-ju. Ampak recimo, ja, banke je večji del dobička, mislim, da ne prihaja iz plačilnega prometa, no je pa tukaj z novo tehnologijo sigurno velika priložnost za neke banke ali pa ponudnike storitev, da tukaj zoptimiziramo skupaj te poti. Mislim, jaz bi nekaj mogoče komentiral to glede dobičkov bank, čeprav to ni tema danes, ampak jaz mislim, te govorice, ja, pa koliko so zdaj strašno dobičkonosne te banke. V resnici morate videti, kako gledati, ne. Mi smo imeli banke, ki so najprej imele izgube, ki jih je bilo treba dokapitalizirati. Na to smo imeli dolgo časa banke, ki so imele v resnici finančno gledano strahotno mizerno donosnost. In zdaj zadnji 2 leti pač zaradi spleta ugodnih okoliščin, ne, ki jim botruje tudi to, da imamo v Sloveniji finančno relativno nepismene ljudi. Ne. To se pa strinjam. To sicer povem kot privat oseba Marko Pahor, ne, to ni stališče Banke Slovenije. Ampak tako je, pač banke imajo z tega vidika malo sreče, ampak če pogledate, ne, bančni sistem kot tak, ne, ima return on equity trenutno 17-18%, mislim, nič dramatičnega ni in to zdaj, ker so to srečne okoliščine. Ne. Če pogledate, recimo, ne, price to book za naše banke je tam 0,7, ne. Kotirajo pod book value in to dobre banke, ne. Kljub tem strašnim dobičkom, skratka, mislim, ta neka gonja, banke so strašno dobičkonosne, niso, ne. Bančništvo na splošno je zrela panoga in v zreli panogi nimaš ti visokih dobičkov. Ja, lahko zaniha zaradi okoliščin v eno v drugo smer,
ko so malo srečne okoliščine, kot so zdaj, imajo taka podjetja tudi mogoče priložnost, da si malo krepijo kapital, da pokrivajo pretekle in prihodne izgube, ne. Tako da morate malo bolj dolgoročno te stvari gledati, ne. Jaz se s tem absolutno strinjam in zelo pozdravljam, da gledamo na banke in bančništvo dolgoročno, a ne. Ja. A mogoče kakšno vprašanje na tej točki? Kar dajte pogumno vprašati, kar vprašajte, gospa. Gospoda Pahorja, za tale digitalni evro, če vas prav razumem, to je samo vprašanje časa, ne? A bo to izvajal evrosistem, a bojo izvajale komercialne banke? Potem, kako komentirate, pred časom je bila ena pobuda za vpis gotovine za ustavo, ne vem, kje je to končalo, mislim, da ni bilo v parlamentu ali ne. Ne, zato ker to ne bi bilo kakor že zagotovljeno, to ni tako, da se bo kar uničila oziroma zbrisala, oziroma to ne bi bilo kakor. Na Ministrstvu za finance so napisali na to temo, pod novicami imate. Laška pa je to sprejela, pa mislim, da Norveška tudi, ne. Če bi slučajno mi to sprejeli, oziroma kot zdaj pravite, itak ne moramo, ne. Kako bi sploh to lahko sprejeli, če nimamo svoje valute, če skupna evropska, ne. Pa jaz, vsaj, ne vem, kot uporabnik nimam občutka, da so naše banke neki kripto-friendly ali pa fintech, ne. Kakor vem, ti marsikakšni firmi niti računa ne odprejo, če reče, da počne kripto, ne. Pri tem, da pa zakon pravi, da firma pa mora imeti račun, ne, seveda ga lahko odpreš, recimo v tujini, brez problema, ne. Ali mogoče, da bi Banka Slovenije rekla komercialnim bankam, da bi odprli račun, da pač kripto ni edini kriterij, da se gleda dela regularno, resno in tako naprej. Se gremo od zadaj. Mi vzvodo, mi se zavedamo tega, no, da so naše banke relativno konzervativne pri odpiranju računov. Prej Aleš lepo povedal, izgubiti enega potencialnega komitenta, ne, ni tako velika izguba prihodka, kot so potencialne kazni in škoda, ki jo imaš, če odpreš ti napačnemu, ne. In skratka, vse naše banke modro konzervativno glede tega obnašajo, ne. Glede vpisa gotovine v ustavo, smo kot Banka Slovenije in ECB ima tukaj sicer nekaj zadržkov zaradi skupne valute, glede enega dela te dikcije, no, ampak v splošnem smo pa glede tega dosti agnostični. Mislimo, da potrebno ni, ker že zdaj je dovolj zakonske podlage, da gotovina ostaja. Če si kakšen želi to vpisati, not pa ne vpiše. Mislim, z našega vidika se nič kaj veliko ne spremeni. Kaj je še bilo v digitalnem evru? Če bojo komercialne banke? Oboje. Distribucija najlažje si to predstavljate, bo digitalni evro nekaj podobnega kot gotovina, samo digitalno. Skratka, distribucija, tako kot gre danes distribucija gotovine, ne gre direkt iz centralne banke, bo gre preko poslovnih bank, bo šla tudi distribucija digitalnega evra. Preko poslovnih bank sistem poravnav in plačil bo pa vodil evrosistem. Zdaj, tako, celoten projekt trenutno je sicer razdeljen na 25 modulov, nekatere module je že zapisano, da se bo vodilo centralno na evrosistemu, verjetno eden od velikih 4 centralnih bank, ne? Tako kot recimo tudi Targete in Tipse in ostale sisteme, oziroma več njih, ne? Ni pa spet to nujno. Nekatere stvari bojo strogo komercialne, ene pa odvisno od tega, kdo bo boljši ponudnik, no. Bo evrosistem hkrati tudi probal podražiti gotovino, ne, v smislu, da bi populariziral ta digitalni evro? Dobro, rekel, zdaj pa so pologi pa dvigi gotovin dragi, omejeni, komplicirani. Ne, To že zdaj. mislim, Če ne greš na ta pravi bankomat, ti zaračunajo provizijo. Mislim, da je to čisto stvar. Mislim, evrosistem pač izdaja gotovino, kolikor jo sistem rabi. Mi jo pač izdajamo, damo jo natisniti, kolikor jo rabimo, zato je javno naročilo. Čisto, če si predstavljate, en bankovec nas stane nekje med 4 in 7 centov, da ga natisnemo. Slovenija to tiska v konzorciju z več državami, ne naročamo tega sami. Javno naročilo, pač najugodnejša tiskarna to natisne. To je to. Pa banke to distribuirajo, ampak kot je Aleš prej rekel, ne, gotovina je za poslovne banke draga, ne. Oskrbovanje bankomatov je drago, prevažanje gotovine je drago, štetje gotovine
tudi ni tako poceni. Vsaka od teh stvari stane. Ja, seveda, bančne okenca so neskončno draga. Treba je plačati najemnino ali poslovni prostor, imaš vse alternativne stroške, treba plačati tistega, ki tam sedi. Ni dovolj samo eden, princip 4 oči, moraš vsaj 2 plačati in še na 2 morata imeti vsak 2 oči. Tudi za k nam v trezor prideti, rabiš več oči. Dobesedno, ko imamo pri nas za trezorje, imamo skenerje za zenico. Tako da, jaz ne morem not. A mogoče lahko še tole za banke, ki ste vprašala. To mi je tudi zanimivo mnenje, sem zavedla. In sicer nekateri kriptopodjetniki, kriptoborze, s kriptoborz pravijo, da če banke v prihodnosti ne bodo ponujale kriptovalute, ne bodo konkurenčne. Ali bodo banke ponujale kdaj na neki točki kriptovalute? Tukaj vemo, da Blaž Brodnjak ni naklonjen kripto, on je rekel, da bi to prepovedal. Prej smo govorili o regulativi MiCA. Tisti, ki imajo že zdaj licenco, se bojo pač skladno z zakonom z BAN3 dolicencirali, če bo treba. A mislite, da se bo to zgodilo, recimo, da bi kakšna slovenskih bank pač šla v to zgodbo? Pa da bo prva ponudila mogoče kripto? To je ena taka odlična priložnost za enega bankirja, ki rad eksperimentira pri nas, ne? Jaz mislim, da v Sloveniji zato je še kar konzervativno okolje, tako da ne verjamem, kako je v Evropi že nekaj takih primerov, recimo Revolut že ponuja take produkte na svojih policah. Predvsem tukaj se vidijo te poslovni modeli v partnerstvih z nekaterimi kriptomenjalnicami in potem banka samo kot marketplace plasira te produkte. Sigurno zdaj, ko bo neko regulatorno okolje vzpostavljeno, se bodo tudi tradicionalne banke nekaj izkušnje nabrale glede na povpraševanje na trgu. Jaz mislim, upam, da se bo tudi katera tradicionalna banka opogumila in šla v to smer. Tako čist malo iz kakšnih konferenc pa tako opažam, predvsem manjše banke se odločajo, pa ne govorim konkretno zdaj o kripto, ampak o tveganih korakih. To se pravi, neke banke, ki pa res čuvajo svoj ugled, neke banke, ki so market lideri na trgu, pa mislim, da bodo tukaj bistveno počasnejše, kar je čist skladno z neko generalno poslovno strategijo. A je še kakšno vprašanje mogoče iz publike? Kar pogumno vprašajte, karkoli, kar pravite. Digitalni evro, kdo bo tehnično platformo, čist denarnice in vsak software, nek support, call center, vse to. Kdo bo to zagotavljal? Kaj tvoj mišljenje? Ko sem rekel, vse skupaj je razdeljeno na 25 modulov, ki so razbiti v 23 javnih naročil. Zelo malo je bilo tega združevanja. Skratka, pogoj je, da je ne zgolj entiteta, ki bo to ponujala, ampak tudi ekonomski lastnik te entitete evropski. Skratka, želi se tle evropska rešitev. Tako da zdaj dejansko za tiste module, ki niso, mislim, to je 6 ali 7 modulov, ki niso odvisni od sprejete regulative, je bila zdaj zaključena prva faza javnega naročanja, skratka identifikacija lastnikov, zdaj pa za nekatere module bo tle direkten poziv za pogodbe, za nekatere bo pač public tender in se bo iskalo najugodnejšega ponudnika. Zdaj, ene stvari bojo ponujali enostavno NCB-je, podobno kot targeti, skratka, mislim, da tle so zelo zainteresirani, Nemci, Španci, Francozi, Italijani so vsi zelo zainteresirani, bo nekatere stvari oni ponujali. Pomaž pa tudi čistko ponudnika. Zdaj, tale Worldline je strahotno zainteresiran za tole offline funkcionalnost ponujati. Oni imajo neke svoje rešitve. Jaz sem se tudi s predstavnikom Worldlinea pogovarjal pred kratkim. Oni so res strašno zagreti. So bili tudi v pilotu oziroma v prototipih so to izdelovali. Tako da mešano bo, ampak vsekakor pogoj tle je ultimativno evropsko. Bo pa to ena aplikacija, to je zdaj denarnica za evro in to je to. Zdaj, evrosistem naj bi ponudil pač to osnovno denarnico brezplačno vsem uporabnikom za na telefon.
Če pa želijo to posamezne banke, ne, kot distributerji tega implementirati v svoje spletno bančništvo, mobilno bančništvo, je pa seveda API in tako naprej bojo na razpolago. A lahko sem še nekaj vprašam, a ti, če boš imel v tej digitalni evro, v tej denarnici, a boš lahko imel tudi kakšne druge digitalne valute, mogoče kriptovalute? Ker pa tukaj bude vprašanje, kaj bo z kriptoborzami, mislim. Ja, mislim, zdaj, če bojo mešane denarnice, ne, in integrirano, ne, podobno kot recimo na Flick, lahko imaš ti kot samostojno aplikacijo ali pa to integrirano znotraj tvoje spletne banke, oziroma kakorkoli, ne. Eni imajo to precej skrito. Zdaj, tle tudi po moje podobno, ne. Zdaj, tale konkretna aplikacija, ne, verjetno tega ne bo imela. Zna pa biti, da bo imela tudi kakšne druge valute, ki niso evro. Namreč, digitalni evro je zamišljen kot multivalutni. Podobno kot je recimo tudi TIPSI, ne, Target Instant Payment System, je multivalutni. Ne. In zdaj, multivalutni enostavno to pomeni, da v opisu transakcije, ne, se pravi, kot ti daš zahtevek za transakcijo, eno od pol znotraj tega je tudi oznaka valute. Ne, in ti boš, se pravi, na platformo digitalnega evra boš lahko imel, ne vem, tudi digitalno švedsko krono, digitalno dansko krono, digitalni poljski zlot, karkoli, ne, kdorkoli bo zainteresiran, ne. Na podoben način, kot je zdaj to tudi v TIPSih, ne. Zdaj, mogoče tega ne veste, ampak recimo na Eurosistemov, pač Eurosistemov platformo instantnih plačil, v začetku leta je bila že onboardana Švedska. In Švedska dejansko naredi večji volumen plačevanja, kot ga naredi Eurosistem trenutno, zato ker oni so v celoti na instant paymentih. Mislim, da ta mesec ali naslednji mesec gre not Danska. So že. Okay, ja. Ja, to sem nazadnje slišal enkrat v začetku maja, no, da grejo pred poletjem, ni bilo pa še točno datuma, no. Tako da Danska je pol zdaj očitno že not. Zdaj je cel projekt tega, da se po Balkanu vzpostavljajo kloni TIPS-a, se pravi, ni to v jedrnem sistemu, ampak enak sistem implementiran v tistih državah. In o tem se sicer kaj veliko ne govori, ampak tako kot je koncipiran digitalni evro, bi lahko šel po zelo podobni poti. A lahko se še nekaj vprašam, zdaj ste naštel kar nekaj teh valut, rekel ste, da bo multivalutno, a boš lahko imel tudi Bitcoin? Ne, mislim, vprašam, ne vem, sprašujem, ker je to tudi se smatra kot valuta, ne? Ja, mislim, mi je ne smatramo kot valute. Še rezervna valuta Republike Salvador. Moja valuta. Ja, v Salvadorju je, v Eurosistemu pa ne. Ne, jaz še zmeraj mislim, da je Bitcoin in še kaj podobnega lahko kot naložbeni razred. Asset class ni pa to denar, ker pač enostavno ne izpolnjuje pogojev denarja. Ne. Lahko se razlikujemo v mnenjih. No. Aha, tukaj slišim, da nekdo protestira. Kdo protestira? No, kar povej. Kateri definiciji ni denar, oziroma zaradi katerih lastnosti ni denar? Njihova vrednost Ni pod nadzorom centralne banke. Ne, to ni pogoj. Ne. To ni pogoj za denar. Ne. Ni splošno sprejemljivo, ni dobro. Se strinjam s tem, da je pač Bitcoin v začetku bil namenjen kot transakcijsko sredstvo, pa se je izkazalo, da pač to zdaj ne deluje. Ne? Pa mislim, da v bistvu nikoli ne bo uporabljen kot denar, ravno zaradi tega, ker je zdaj ta trend fiata, ne? In za, kako bi rekel, za spodbujanje ekonomije države je pač potrebno, da je ta valuta inflatorna. To je moje mnenje. Bitcoin ni, ne? In to je en razlog, zakaj se pač verjetno nikoli ne bo uveljavil kot, kako bi rekel, kot denar, ja.
Bo pa to zdaj, kakor govorimo, ne, alternativa zlatu, kako bi rekel. A mi lahko razložiš, kaj pomeni ni inflatorna? Ja, torej vemo, da je capped supply 21 milijonov, ne? Zdaj za vse ostale fiat valute, ki jih pa poznamo, pa pač tega ni, ne? In se v bistvu tiska, kakor je povpraševanje, kakor se tega denarja rabi, ko se tiska, ne? Zdaj pri Bitcoinu pa to ni mogoče, ker je pač capped supply, ne? Zdaj za stimuliranje ekonomije vemo, da recimo ECB, Fed uporabljajo dolar oziroma evro, ne? Ki ga po potrebi tiskajo za stimuliranje ekonomije in zdaj z Bitcoinom, če bi konkretno ga zamenjali za evro oziroma dolar, ne, zgubimo to možnost stimuliranja, zaradi tega, ker pač je supply fiksen in ni napihovanja, ni stimuliranja ekonomije na ta način, no. Ampak, a veste, če imaš ti fiksno ponudbo nečesa, kar si želi biti denar, ne? Potem, če bi bilo to v nekem normalnem rastočem gospodarstvu, bi bilo to inherentno deflatorno. Torej, če bi ti v taki valuti vzel posojilo, zdaj deflatorno pomeni, ne, da boš ti tudi za isto delo, ki ga opravljaš, ne, zato ker je denar čedalje več vreden, dobival nominalno čedalje manj, ne. Ti si pa vzel kredit, ne, in zdaj boš ti realno, ne, ker ti deflatorno, ne, se pravi, tudi če ti odplačuješ kredit, ne, boš ti realno čedalje več dolžen, ne. In v resnici ti ne boš mogel s svojimi dohodki tega kredita nikoli odplačati. Česa takega si ne želiš, ne, mislim, ekonomsko gledano, ne, enostavno fiksirana ponudba ne zdrži, ne, zdaj majhna stabilna inflacija ti v resnici potrebuješ, ne zato, ker smo zlobni, pa ne vem, kaj hoteli imeti, enostavno zato, da ti omogočiš prilagajanje cen oziroma prilagajanje strukture znotraj gospodarstva. Kajti ena od stvari, ki je, zdaj, če bilo ti idealno gospodarstvo, ne, seveda bi se cene lahko premikale v obe smeri, plače bi se lahko premikale v obe smeri, ne, zdaj so pa in cene in plače so praviloma zelo navzdol lepljive, ne. Zelo težko boš ti znižal nekomu nominalno plačo, ne, znižal nekomu nominalno ceno, ne. Zato, da pa ti realno lahko stvari malo prilagajaš, ne, da se prilagajaš razvoju tehnološkemu in gospodarskemu in tako naprej. Najlažji način je to, da to delaš preko majhne stabilne inflacije, ne. Zdaj, a je to 2% ali ni, ne, zdaj ta 2% je pač malo zgodovinsko, ker je nekoč guverner nizozemske centralne banke rekel, da oni bodo to držali na 2%, ne, zdaj pač nekako first mover advantage pa smo na 2%, ampak majhna stabilna inflacija je pomembna, zato ti pri tem, ker ljudje nismo absolutno racionalni in ker ne pristanemo na to, da znižali jo rabiš. Še zaključne misli, potem pa gremo. No, še eno. Ja, jaz vam pa eno malo plastično vprašanje. Sicer danes imam, ne vem, denarnico, ki je, če ni osebne noter, je popolnoma anonimna, ne? In si razdelim lahko v to denarnico nekaj denarja, pa tam imam nekaj denarja, pa imam jaz to razdeljen, tako kot meni paše, pa tako, kot jaz želim, pa ne rabim noben vedeti, koliko imam jaz pokupčkan, pa kako imam pokupčkan, pa zakaj imam tako pokupčkan. Ali bo digitalna denarnica omogočala to anonimnost, ali bo zdaj te denarnice vezane na osebo, to, kar prinaša digitalni evro. Se pravi, zanima me, a bo lahko evro v neki točki anoniman, a bo jaz lahko imel v štumfu 5000 evrov, pa da ne rab centralna banka vedeti, da sem v mojem štumfu, ne? Ali bom lahko posledično plačal, ne vem, kako jih prenavljam, ne, pa imam malarja, pa imam knaufarja, pa imam parketarja, ne, pa od tega noben ne bi imel računa, ne, zdaj, če hočem imeti subvencijo, bo mogel kdo kakšen račun izdati, ampak na koncu, a bojo oni štacune zapirali, račune izdajali, a bo to še vedno laufal, kakšna je klej ideja, ne, koliko je klej anonimnosti ostaja, čisto iz realnega sveta, da damo eno tako primerjavo. Mislim, zdaj, digitalni evro, tako kot je zamišljen, ne bi že ob zagonu imel tako online plačevanje, ki je dosti podobno plačevanju s kartico, ne. Zdaj, kot sem rekel, za sistem bo v najslabšem primeru to psevdonimno, če ne celo anonimno, ne. Skratka, vsaj sistem, evrosistem ne bo vedel, ne, za to, kdo stoji za tem, ne.
vaša poslovna banka, pa če to na online delate, bo to vedela, da ste vi nekomu plačani, točno komu ste plačani. Zdaj, drug del je pa offline plačevanje, ne? Ki pa ne bi bilo zelo podobno plačevanju s cashem. Zdaj, za vse ostale, ne, ki pa ne verjamajo temu, ne, da, da je to res anonimno in da se to smene, ali pa da davkarija tega ne ve, bo pa še zmeraj ostal cash. Ne. Ja, piše, tako so povedali na Ministrstvu za finance. Gotovina ostaja. A boš že ti tako povedala, prosim? Ja, z naše strani, se pravi, mi smo usmerjeni bolj na produkte vezane na stablecoine, tako da iz tega naslova se pripravljamo vso ustrezno dokumentacijo, razvijamo poslovne modele, razvijamo interno procese za to in upamo, da bomo lahko ponudili produkte, ki bodo olajšali katero težavo, ki jo naše stranke imajo, predvsem tukaj iz naslova mednarodnih plačil, instantnih poravnav in tako naprej. Tako da nam to sigurno nam bo fokus spremljati, kaj se bo na tem trgu dogajalo še naprej. Ponujati konkurenčne produkte tukaj, predvsem za digitalne generacije. Ja, preizvoli, Aleš. Ja, bom tako čisto tehnično rekel, ne, najboljši čas za biti živ do zdaj. Toliko enih inovacij, toliko stvari se dogaja, veselim se vsega tega, ne, to, kar je predmet današnje debate, mislim, da vsi, ki nas to zanima, da imamo ful dela. Se strinjam, najlepša hvala za debato, hvala vsem, da ste prišli. Ja, hvala vsem. Jaz bi se posebej rada zahvalila vsem gostov, posebej pa tebi, Marjano, in s podcastom Money How, da smo lahko sodelovali. No, toliko o Majki. Seveda pripravljamo tudi nove epizode, kjer se bomo dotaknili Majke, kjer se bomo dotaknili tudi nekih novih stvari, ki se dogajajo na kriptotrgu, in to zelo v kratkem pripravljamo, tako da nas poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.